Pripravljeni? Ja. Uživajte, fajn se držite. Gremo 4, tako da bo dobro galamo. Kak je občutek? Mislim, da bom začel driftati. Evo, kar se tiče drifta, pogledajte si kak video na mojem YouTubeu. Tudi je dosti informacij, kar se tiče naše drift šole, ki je pa v bistvu vsak teden med tednom tukaj na tem poliku. Tako da ste dobrodošli priti probat. Pazi voiceover, to je recap druge runde Race Gazmik Drift Cupa, to je slovensko državno prvenstvo v driftanju in dan začenjamo z drift taksi v Lexusu. Kasneje si bomo pogledali še nekaj dogajanja ob progi, zaključili bomo pa video z samim tekmovanjem, ki se zavleče pozno v večer. Za drift taksi smo imeli precej kandidatov, odpeljali smo en kup ljudi in to je tudi ena mojih najljubših stvari, ko editam te videe, gledati, kako ljudje reagirajo, sploh pa tisti, ki se prvič peljejo v driftu. Pripravljeni? Ja. Občutek? Doskrat organiziramo treninge, pa zdaj po koroni se vračajo tudi dogodki, ne? Tako da ste dobrodošli, da se še kaj oglasite. Kama za avto se stavi, da vrta najega. To pa imaš tudi ta pravi link in jaz se ukvarjam s prodajo pa izdelavo teh kosov. Od adaptera za večji kot, gevind, puše, razne ojačitve, hidravlične, ročne, take stvari. Čakam, kaj je bilo? Kaj pa se dogaja? Evo, ekipa gleda, pazi na avto, da ne bi bilo kakšne napake, ne? In kaj je bilo? Aha, to si preveril. Ok. Ta proga, drugače, tu je najbolj prijazna, kar se tiče obrabe gumov od vseh prog. A res? Ja, ker s temi gumami narediš tak 20 krogov. Recimo normalno pa jih narediš 5 do 10, ne? A pa to je zaradi, ker je tako asfaltirano drugače? Ker so te koščki v asfaltu, Aha. so ful taki okrogli, niso ostri. A, okej. Jaz si samo zapišem. Prav special za to. Tako. Mislim, ni special za to, da se boljše drifta, ampak je pa dobro za to, da ni visoka obraba gum. Dobro. To smo. Dobro. Fajn se držite, če treba kričati tudi lahko. Okej. Uživati. Vse okej? Ja. Nič strahu? Ne, kaj je fura tukaj pri tem ovinku, ko so skozi govorili za neko poravnavo? Torej v tem, da recimo, ko tekmuješ v driftu, moraš od štarta do cilja drseti. To pomeni brez poravnave. Volan je lahko ravno samo, ko greš iz enega ovinka v drugega. Ja, to je! In če se in zato, ker mora biti sledeči čim bližje vodilnemu, se on doskrat zmanjša kot, da bi bil hitrejši. Kontra, kar sva videli. Zunaj drifta, to takšen bolj cona, tudi lepo stop v zadnjo vino. Slepo linijo, lahko kube. Kaj bo to kot res minimalno? Mislim, da tam ne odbijate toliko točk. Pač lepa linija se Sporedno z dogajanjem na ta veliki progi se je dogajalo tudi na ta mali.
Modelarski klub RCDC si prizadeva popularizirati modelarstvo na štajerskem koncu. Za ta dogodek so še povečali svoj poligon za driftanje, to je poligon za avte v merilu 1:10. Poleg drifterjev in poligona so pa prinesli tudi en kup avtov v večjih merilih, to so bili off-road in cestni avti, ki so bili pa po večini na voljo za probat za mlade in pa mlade po srcu. Mene so pa presenetili z repliko mojega avta v barvni shemi, ko še ni bil kompletno črn. Potrudili so se za vsem od nalepk, napisov, seveda barvne sheme in pa tudi 3D sprintali overfenderje. Pod E36 karoserijo se skriva Yokomo JD2S šasija. To je v bistvu entry level šasija od Yokoma, ampak kljub temu, da je osnovna šasija, premore en kup raznih nastavitev, tako da ta šasija ustreza tako popolnemu začetniku v RC driftu kot precej naprednemu vozniku. V glavnem modelarstvo je en zelo zanimiv hobi. Počaščen sem, da je RCDC ekipa vložila čas in sredstva v to, da je naredila repliko mojega avta. Za vse, ki vas modelarstvo zanima, se oglasite na njihovi Facebook strani, link najdete v opisu od videa, pa preletite še na kak event, pogledati modele, probati modele, pa se mogoče tudi sami odločite za nakup in pridružite temu zanimivemu hobiju. Vsak teden, torek pa četrtek, v šoli drifta na tem poligonu. Najbolj zaščiten potnik. Definitivno ne škodi ta kombinacija, razen če ti je vroče. Ja, je, ker. Pas si še daj. Imaš navadnega. Seveda. Ampak kar easy, ker imamo še nekaj poti do proge. Kak je občutek? Čisto. Če se vam treba dreti, izvolite, snemate valjda komod, fajn se držite. In to je bolj manj to, ne. Bomo kar tu štartali, da imamo malo hitrejši vstop. Da gre gospod 6, ne vem. Bom, samo ne vem, kaj imamo tam zašetati sredi proge, seveda, ne. Pripravljene? Ja. Uživale? Imaš v bistvu kar dosti šans za še. V opisih so linki do raznih dogodkov, ki se dogajajo. Ker tekom sezone, to je od aprila do recimo konca oktobra, je vsak vikend ali vsak drugi vikend tu v radiju 200 km nek event. Opa! Jaka je tudi začel pomagati, ampak Vasja pa čupa, ne? Evo, pozdravljene! Zdravo, se prvič peljemo v driftu? Ja. Ok, nove gume imamo, tako da jih bomo najprej malo zagreli, tam bomo naredili en krog. Če treba kričati komod, če hočete snemati tudi.
Predvsem pa dovolj dobro drži telefon, da ne bo padel skozi okno. Lahko si pa okno zapreš, seveda. Pa še ta preverba, čelade so, pasi so. Super. Da naredimo še en krog z gospodom Šorakom to je LS6, LS7? LS7 E30-ki. To je suhi karter, je tako? Ja, suhi karter. Ampak kljub temu, da ima avto 600 konjev, je še vedno original ECU. Ima pa aim dash, tako da lahko gleda vse možne podatke. To je nedelja, ki je že drugi dan eventa. O soboti nočem preveč govoriti, ker je meni crknil avtomatski menjalnik, Klaudiji pa je spet E30-ka povzročala preglavice, tako da se ona sploh ni uspela uvrstiti v top 16. Jaz sem se pa uspel uvrstiti predzadnji v naš top 16 v Unlimited razredu. Prvič, odkar tekmujem v driftu, sem se kvalificiral slabše od 10. mesta, kar je sramotno, sploh pa za moje domače tekmovanje. Ampak nimamo kaj, tehnične težave so bile takšne, da jih je bilo nemogoče premostiti z vožnjo. To so pa zadnji rani treninga, ki so postajali precej spicy, ko smo vozili tudi po 4-5 naenkrat. Mislim, da je bila večina voznikov dobro razpoloženih in komaj smo čakali top 16 borbe. Najprej so bile na vrsti top 16 borbe v OM Plus razredu, kasneje pa v Unlimited razredu. Med drugim sem dobil tudi priložnost povedati par besed na live streamu. Mislim, da so take priložnosti super za vse voznike, da mogoče podajo svojo perspektivo o športu, dodajo svoj keks k debati, mogoče povejo nekaj, česar speakerji niso opazili, ali pa odgovorijo na katero od vprašanj. Približuje se nam še Mr. Gearbox himself, ne? Ti si gospod menjalnik Erik Janković, svaka čast. Ali premoreš še energije, da nam pokažeš vrhunske vožnje danes v Unlimited Pro klasi, ki sledi? Definitivno se bomo potrudili narediti nekaj v tej smeri. Edina slaba stran tega je to, da že v top 16 borbi je moj nasprotnik prijatelj Jaka Legiša v njegovem 350 Z-ju. Ja, ravno zato pričakujem vrhunske vožnje, ker vem, da sta prijatelja, vem, da sta navožena skupaj, tako da nočem pa ljubezni med vama, hočem videti srdit boj, tako da pejte se skregati z Jakatom, no, da to ba jezna. Z Jako se ne kregava, je pa res, da se vsake toliko zaletiva zaradi moje ali njegove napake, ampak večinoma vozimo blizu, atraktivno in upam, da bomo tudi danes to lahko pokazali publiki. Takoj, pritiski na vama, jaz od vaju zahtevam. En podpis na Legišin avto ali pa kontra, no. Pa ne preveč, sam tok, da imamo en tak lep action shot. Da malo poliestrček zapoje. To je tudi odlična prilika za vaju dva speakerja, da obrazložite, kakšna so pravila glede dotika v driftu, ker drift je kontaktni šport, vkolikor sledilni ne ovira vodilnega. Več pa je na vama. Tako, bo razložila neč bat vse v svojem času. Pustimo fantom malo gume ogret, polih pa nateramo na štart, da jim Denis zamahne in začnejo svoje vožnje. Pričakujemo pa tukaj kar dober dvoboj teh dveh voznikov. Namreč fanta vozita skoraj vsak vikend skupaj in sta res navožena, poznata en drugega in tudi stil vožnje. Tako da mislim, da bo tole kar zanimivo. Sedaj pa bitka prijateljev.
V6, V8. Oba motorja z Japonske. Ena karoserija z Nemčije, druga z Japonske. Le Giša s klač-kikom. Erik danes s ročnim menjalnikom za njim. Pa deluje tudi dokaj konzervativno, sam začetek, čeprav se mu je zdaj že kar konkretno približal. Je pa tule mogoče malo falil linijo Erik. Viš tukaj poznanstvo, verjetno Erik ve, To je to, o čemer se govorila. To je to poznanstvo. Močen napad Erika in kar dobro poznavanje svojega nasprotnika. Zaupanje v nasprotnika, da ne bo dvignil gasa, da ne pride do karambola. In pa dva vrhunska rana, tole je en aplavz bi prosil zelo publike. lepran, res. Gremo. Skandinavski flik Erika Jankovića. Jaka se mu je dobro približal na tej tranziciji. Mislim, Celo malo predobro. Adijo, Jaka je kjer je zaradi tega v jeans. bistvu zgubil svojo linijo. Tudi Erik je imel manjše No, težave. o tem smo prej debatirali. Kako zdaj to oceniti, ko se sledilni dotakne vodilnega? Sodniki morajo preceniti. Definitivno gre v bistvu kle za napako sledilnega. Kakorkoli obrneš, je mislim, da je napaka Jakatova. Namreč on mora biti pozoren na to, kaj se dogaja pred njim. Kakšen neprijeten close call. Publiko bo definitivno treba potisniti bolj nazaj pod most, kar je tudi Nejc takoj naredil. Sumimo pa tudi to, da je publika te ograje, ki so omejevale njihov dostop, potisnila malo naprej, da bi bila bližje akciji, ampak tale bi se pa skoraj končala grdo, polni pa še pritiska ta glup štarter. Gre dalje. Ja, kje si pa bil prej? Ja. Erik, kje si bil prej, ker sem... Ta štarter je bil trn v peti cel vikend. Ko postaviš nekoga na pozicijo avtoritete in začne to pozicijo zlorabljati tako, da vrši psihološki pritisk na voznike z raznim zadiranjem in zmerjanjem, je to enostavno nedopustljivo. Tako da tu organizatorju po pritožbi nekaterih ekip ne preostane drugega, kot da zamenja tega štarterja za nekom, ki bo enostavno delil boljšo energijo, morda miril voznike na štartu in jim nudil vse te informacije, ki jih potrebujejo, kot sem jih jaz tukaj potreboval, po tem close callu, ko sem se v bistvu zavedel, kakšna katastrofa bi se lahko zgodila. Znaš, koliko pa v polk leto, stari? Ti? Je valjda. Ful si šel tja nekam, ja? Ne, polka me odbil, stari, jaz sem mislil, da gremo v most noter. Med No. ljudi, stari. Stari, Ja. ti si. Toliko je bilo blizu. A je bil folk čez? Ne, polk je bil v mostu noter. Okay. Ej, modela sta pa v redu. Ja, nama itak ni nič. Ja. Ne vem, spet mi je nekaj jebal vse po spisku. Ej, veš kaj lahko narediš? Sam vzami na oni strani. Čak, a tu je zlamalo skozi, ja. Pol sam na oni strani. Glej, ne, skozi šraub sami ven, pa bom brez odbijača. Brez. Ja, ja. Pa iz tvojim? Nič nisem zadnji, si me rukno očitno. Ja, okej. Ja, saj smo se čist mal. Potem bo ta pa kasneje to naredila. Ja, očitno morate gume zamenjati. To so on the fly odločitve. Gašper Trančar s precejšno prednostjo v tem ranu. Inactive run bi se temu lahko rekel, ne? In še karambol! Klemen je potem probal pokompenzirati očitno neki, ampak je šel ven z linije na tole drsečo linijo in poglej, enostavno ni bilo možnosti ustavitve. Klaudi, kdo je? Klemen. Še eno dilo rad, da bomo ograjo ven dobili. Zelo težko. Ej, misliš, da lahko probamo dvigniti ograjo? Ne boš. Ni, niti malo. Ajde. Daj, pribi, gremo, ajde, 3, 4, ojej! Bom jaz držal, evo. Dobra akcija, ne? Vse dogaja. Ha, Klaudi, uživaš? Nam tam van.
Akcija, reakcija. Je. Ti si pa okej. Ni bil hud udarec, verjetno. Čakaj, če sam še ta blatnik nazaj potegnemo. Ja, daj, ajde. Previdno z rokami, fiberglass je pa flare spodaj, ne? Klejmo nove blatnike. Vse dogajajo nove stvari, ne? Se zgodi. Pa ja. Kakšna celo večja felda bila da gor, ne? Pa ne bi šlo spodaj. Ja. Ali pa širše gume. Tudi prepet noter, prepet nazaj, da se tu... Malo sprejme 5-6, da vidiš, da je v redu. Prišel sem čekam, če kaj rabiš, ampak vidim, da je pod kontrolo. Še ena zanimiva bitka E36, kot naj jo čaka Ivo. Tako, V8 proti Šestakov s turbino. Tako. Erik verjame v atmosferske motorje. Fanta, ki ste drugače to sezono tudi že veliko krat skupaj vozila, na marsikateri dirki ste se že pomerila. In če ogrevaš gume No, drugi, si je treba nagajati, imaš ne? bolj tople, tako da gremo. Adrian Petričevič, zvani Adri, Prvi naš vodi. Erik Jankovič. Erik pa mu svojim triu za BMW-jem sledi. In to precej blizu. Zelo, zelo agresivno v prvem ovinku. Dajmo fanta, takele vožnje hočemo videti, seveda. Fanta zelo lepo v prvi coni. Samo gas se sliši iz teh dveh avtomobilov, To je vrhunsko. dim, o katerem sva govorila malo prej. Erik vozi v dimu, tudi mi dva ga komaj vidiva na live streamu. To, Unlimited Pro, dovolj moči, da nam takele kreacije dimne naredi, ampak gledajte, droni omogočajo pa posnetke, ker tudi dim ne more skriti kakšne napake. Matra me pomankanje konjev, kakorkoli se trudim to skriti s tehnikami, ne uspeva najboljše. Prvi ovinek v bistvu žrtvujem zunanjo cono in zunanji klip, da se lahko do notranjega klipa pred rondojem čisto približam tekmecu. Mi pa definitivno odpaše to, da vodilni ne izpolni zunanje cone pred ekranom. Pomankanje moči se pa spet vidi v zadnjem ovinku levo, mimo zadnjega notranjega klipa, ko drag race pokaže, kje so dejansko konji. Pozdravljeni vsi doma. Če ste se zdaj pridružili, gledate čudovite vožnje Erika Jankoviča in Adriana Petričeviča. Erik vodi tale drugi ran. Rahlo je pobegnil Petričeviču. Pa se mu je Adrian vseeno uspel približati z rahlim krajšanjem linije. Tako, probaj pokompenzirati. Erik je držal linijo do konca, se mi zdi, da celo dotaknil se zunanjega clipping pointa tamle na pol krogu. Drugi touch and go tudi zelo blizu. Erik Jankovič izkoristil celo progo. Lepa linija v zadnji ovinek. Pustil je dovolj prostora za vsa tekmovalcev, obenem odpeljal vrhunsko linijo. Mislim, da En aplauz za oba tekmovalca, Unlimited klase. bo imeli sodniki tokrat zelo, zelo težko odločitev. Kot je povedal Ivo, vse je šlo dobro do te cone pred ekranom. Cono sem zapustil tudi na pravi točki, ampak je bil transition prehiter. To pomeni, da sem bil na naslednjem klipu malo plitek, na sledečem klipu sem imel malo kota in to je povzročilo, da sem nesel čisto preveč hitrosti v zadnji notranji klip. Klip sem falil za skoraj 2 metra in dirt dropal v bistvu celo zadnjo zunanjo cono. To je bilo pa dovolj, da smo si prislužili one more time za Adrian. Petričevič vodi In Erik. Erika Jankoviča, včeraj z avtomatskim menjalnikom, danes z ročnim. Nihče ne more očitati temu fantu, da nima energije tole početi, pa da nima srca. Poglejte to bližino Erik Erika na vrata. Jankoviča. Skoraj bi se poravnal, mislim, da ni prišlo tokrat do ravnanja. Petričevič podaril touch and go cono. Še en izmed klubov punch and go. Fanta res vozita zelo podobno. Zelo podobno na različnih delih proge. Ne? Rahle tehnične težave pilotov, nič hudega bomo zrihtali. Evo, imamo replay takle iz teh kamer, nimamo replay iz dronov, bomo pa takle replay pogledali. Evo, No pa tudi to je nekaj, ne? imamo vsaj na voljo tole. Ne? Evo, tukaj je Erik probal bližino narediti. Se mi zdi, da bi Petričevič malo taktiziral tamle, da se je preveč Bi upočasnil. znal biti, ker je bilo to ravno na izhodu iz ovinka in tam res Ja, ne vidimo, rabi biti počasno. vidimo, da je avto res sposoben, ne? Tako da ne vem, Tako. zakaj je tam toliko upočasnil. Malo je Nisem definitivno prepričan, da bo taktiziranja. sodniki tega veseli, ne? Ampak njih probavam takitos, pa je vrhunski, ne? Dajmo, Tudi to je Erik nekaj. Jankovič in naš Adrian Petričevič. Da vidimo, če je Adrian tudi tokrat tako počasen skozi ta prvi ovinek. Avta tako glasna, da se komi sliši, Ivo. Erik z lepo linijo, Adrian z rahlimi korekcijami znova tamle. Se mi zdi, da mu tisti pol krog ne ustreza najbolje. Ja. Medtem ko Erik suveren na vseh clipping pointih do sedaj,
Tudi tega je zelo, zelo lepo blizu odpeljana linija. Ampak Adrian mu In- zelo, zelo lepo sledi. Ne? Ja, Erik Tole je kar bilo- pusti prostor svojemu sotekmovalcu, se mi zdi, tam na tem zadnjem ovinku. Lahko bi ga bolj zaprl, ampak ni žleht naš Erik in pusti sotekmovalcem Showman bomo prijeti. temu rekli, Showman Erik, le on ve, da lej, bolj voziš počez, bolj blizu, več ljudi te vidi. Na One More Timeu sem imel več sreče kot pa karkoli drugega. Adri ima približno 200 konjev več in vozi 285 gume v primerjavi z mojimi 265-kami. Sama sreča je bila, da je tu imel slab transition timing, podrl klip in v bistvu posekal celo zunanjo cono, zato me pa ni dobro vlovil v sredinski del proge. V korist mu ni šla niti napaka v njegovem lidu in zato sem jaz tukaj za samo eno pičlo točko napredoval v top 4. Peter Žvan. Top 4 twin. Gremo, spet dva frenda. Dejan Fakuč in Erik Janković. Tako, tudi te dva fanta doskrat skup vosta. Šuta od 2.8 motorjev. Tako. Japonec proti Nemcu zopet. Lepo je videti skupaj plesati, spet na yin-yang drift, ne, bela je ena črna trojka. Čudovita zvočna kulisa obeh, tudi dimna kulisa ne zaostaja za zvočno. In Erik mu res tesno sledi, že cel čas se mi zdi. Erik vozi čez dim Fakuča, zelo pravilno, zelo atraktivno. By the way, ste opazili, da se je frajer štarter premaknil na desno stran od avtov in ne stoji več med avti? To je pravilno, zato ker ko niso označeni koridori, ga dejansko lahko kdo zapne. Jaz žrtvujem prvi ovinek, Fakuč pa na srečo popolnoma fali to zunanjo cono pred ekranom in na ta način tudi on zgubi nekaj točk v lidu. Ostali del proge ga sledim kolikor lahko, sledi pa že takoj drugi ran. Jaz gre seveda za manjši premik. Tako. Tokrat pa druga vožnja. vodilni Erik, sledimo Dejan Fakuč, svoje E46. Zelo agresivna sta oba voznika, zaupata si med seboj. Da Fakuč si misli, Mona, daj gas, Mona. Gremo, zadnji ovinek. Erik Janković, Dejan Fakuč. Dajmo en aplauz za te lepe vožnje, dajmo spodbuditi voznike. Mada mi doma migate na kavču, če gledate tale live stream. Fantje se trudijo, takle lep šov narediti. Poglej to, Ivo, oba v prvi clipping point perfektno, tudi v tandemu, drug clipping point tudi. Tale zunanja cona, pogledaj to, lepo vožnjo obeh tekmovalcev, ama res si ne želim biti sodnik zdajle. To ni bil lih najhitrejši lead run celega dneva, sem pa z njim precej zadovoljen, razen mogoče tega, da sem bil plitek v prvem ovinku. In ko vodim, pa zgleda, da moj avto niti ni tako počasen, kot daje občutek, da je, ko sledim nekomu z višjo konjenico in pa novimi gumami, kot jih ima tukaj Fakuč. Mogo bi dosti snemat, ne? Samo Lexus. Fire, evo, finali proti Šoraka, po One More Timeu za Adrijem, se bolj premagal Fakuča. Gremo, evo, tamle v zadnji vidimo, Erik Janković ogreva pneumatike. Malo zadnje, malo prednje, prednje je precej težji se gret. Evo, pogledajte, kako zgleda ogrevanje gum. Sprednji par gum zaradi velikega lock kita lahko ogreješ tako, da v bistvu delaš scrubbing, delaš avto preveč zaviješ in avto drsi malo čez nos, tako jih malo se greješ. Štarter Denis je poslal fanta v bitko, Goran Šorak, Erik Janković, dajmo malo nahajbat fante. Bitka V8 motorjev, dve generacije trojk, E30 proti E36. Erik se zelo trudi tole Šorakovo najboljšo točko. Približati se mu tamle na neki moji najljubši točki, pa tale točka je Goranu zelo všeč, tale zadnji ovinek, da vidimo. Tukaj se Goran ponovadi kar odpelje ljudem. Adijo, ne? Kako pa leti ta avto od Šoraka, to je pa ne fucking realno. Goran ima čez 600 konjev, Erik Bogi 300, odvisno koliko jih je še živih, tako da čudovite vožnje obeh. Goran Šorak ni bil v tisti tekmovalni liniji, ki smo želeli. Fanta se že vračate na štart. Medtem, ko gledava midva replay, Ivo, v zadnji ovinek je Goran Šorak danes pošolal že mnoge tekmovalce. Erik se ni pustil zmest. Zdaj pa že zadnja vožnja. Dajmo, mora biti na Vodi zadnja Erik. vožnja, ne veva še, lej. No, Bomo videla. tako. Erik Janković vodi Gorana Šoraka v prvo cono.
s pokajočimi izpuhi gremo čez drugi klip tukaj. Erik V8 proti Janković. V8. Erik Janković rahlo počasnil, Goran Šorak je uspel adaptirati linijo, da se ni ustavil. Punchingov je znova Šorakov. Erik Ravnanje Janković z Šoraka. vrhunsko linijo v zadnji ovinek. Ravnanje Šoraka, kar bi lahko pomenilo konec. Bo videla, kaj bo Erik rekel ni naredil sodniki. usodne napake v svojem sledilnem ranu, tako da Erik z inicijacijo še pred ocenjevalno točko. Finale se vozi na 2 dobljeni vožnji, to je drugi ran prvega betla. Tukaj je šansa dobiti prvo točko od 2 potrebnih za zmago, ampak moja napaka v tej zunanji coni je pustila eno vdolbino na vtisu mojega lead rana. Kljub temu pa Šorak tukaj pred klipom naredi toliko veliko napako, da so prvi battle dali meni. Končno je pa tudi sonce šlo za hribe in nas več ne moti, ko vozimo proti zahodu skozi to dimno meglico, kar je bil prej precejšen problem. Gremo, Goran Šorak, Erik Janković. Dajmo navijači spodbujati fante. Tudi doma lahko mahate s kavča, ker imamo live drift stream, svaka Erik čast kar močno fantom. pritiska na Gorana. Dober proximity. Erik se je razjezil. Oba zelo hitra. Ma kašen LS7 je rekel, ti mi jaz pokazal, kaj je V8 z Japonske. 3 UZ. Je rekel, ne raboš L7, če ne spuščaš gas, ne? Poglej tole, nažalost, Erik z ravnanjem tik pred ciljem. napaka. Ljubi Boga, mi boste pritisk zmatrali danes, fantje. Očitno 3 uzor le ni dovolj za ta zadnji ovink. Dajva pogledati posnetek. Kaj šlo narobe? Sodniki bulijo ta monitor skupaj z nama. Se mi zdi, da je mogoče rahlo preveč silil v Gorana in se mu to ni na koncu najbolj obrestovalo. Poglej to lepo bližino tukaj. Kot pravi Klaudija, ne, nehaj se zaletavati. Se trudim, ampak včasih ne rata. Tukaj sem se pač zaletel Šoraku v kolo, meni je zvilo špur štango, kot jo vidite na sliki. Za vse Slovenceljne je pa to jarmo od rok. Tako jim je bilo jasno, da bo mogel klicati 5 minut, Šoraku se opravičim, on pa gospodsko pravi, da lahko vzamem tudi njegovih 5 minut, če bom potreboval. Dajmo si pogledati to situacijo še enkrat. Mislil sem, da je imel on tukaj težavo, da je imel kako spin-out situacijo, ker je zelo pozno čakal, da gre nazaj na gas, ne? Mogoče je recimo reševal spin-out. Ampak kasneje, ko sem pogledal še posnetek iz prvega finala, vidim, da je njegova linija taka, da v bistvu gre pozno na gas in ne gre čisto na maksimalno širino proge. In zato ima tudi tak dober pospešek v zadnjem ovinku. Recimo tole je pa klip iz zadnjega finala, iz tretje borbe, kjer gre široko. Še vedno ima dober pospešek, seveda, ne. Ampak je širši liniji seveda lažje slediti. In ker sem jaz pričakoval, da bo šel širšo linijo, sem pač preteral do točke, kjer se nisem mogel več staviti in sem se tako z vodilnim kolesom zaletel v njegovo zadnje kolo. Tu se nešto zakompliciralo kod Erika. Nešto kotač izbacio iz balansa, šta ja znam više, evo. Nešto sad tu namještaju, uglavnom vidit ćemo, će stići, ima još 1 minutu. Ajde, 22, zategni kontra matico. Goran, možemo. Eto, uspio je riješiti. Evo, Erik je uspio riješiti sve u svojih 5 minuta, nisu morali ni pokloniti svojih 5 da odradi, ali evo, dobar je. Evo ga. Pružio ruku, gospodski, to je to. Adri, tu će Bratix. Dron pilota. Fanta sta že Pripravljena. štartala, Erik Gremo, vodi. Erik Janković zdaj vodi. Goran Šorak sledi. Da vidimo, kaj bo sedaj iz tele vožnje nastalo. Vidite po zavornih lučeh, kako fanti korigirajo linijo z levo nogo na zavori, medtem ko tišijo gas, da na avto misli, da bremzajo, samo korigirajo rahlo linijo od prednjih koles. Ta avto ne gre ven z drifta. Erik Janković zelo natančno okoli zadnjega klipa, Goran Šorak tudi. Joj, znova en težek del za sodnike, Ivo. To čez tisti ovink, ne? Tako, gremo, Goran Ne Šorak, glede na hitrost. Erik Janković. Gremo seveda na 2 dobljene vožnje, zato jih spet gledamo. Goran Šorak podaril nekaj količkov, kar bo pomenilo odbitje parih točk. Erik Janković pogumno na Gorana Šoraka, Tesno, na tesno na centimetre, vratih. Ivo, na centimetre. Tesno na vratih. Tesno. In še zmeraj izvaja ta pressing.
Tudi tema ne ustavi Erika Jankovića, da bi se probal približati svojemu sotekmovalcu. Erik res izvaja hud pritisk na svojega sotekmovalca. Bravo! Zaploskamo Zelo, obema zelo lepo. tekmovalcema. Čudovita vožnja, izjemna bližina, izjemno veliko kota, dima. Mislim pa, da bi znali imeti tudi tekmovalca znanega tokrat. Bomo videli, kaj Poglej ta sodniki. počasen posnetek. Iniciacija čudovita obeh fantov. Nihče tukaj ne brem za rahle korekcije Erika, da se ni dotaknil Gorana. Čudovita sledilna linija Erika Jankovića, čudovita vodilna linija Gorana Šoraka. Touch and go sta imela oba 5 cm narazen. Tudi tale zadnji ovinek sta si fanta vzela lepo na polno. Čudovite vožnje Erika Jankovića in Gorana Šoraka, dame in gospodje. Dajmo, Erik Janković, Goran Šorak. Dajmo navijači, da vas slišim. Spodbujajte svoje favorite. Fanta se res borita, ne? Oba na polno v prvi ovinek, veliki kot, veliko dima. Erik Janković zelo blizu ograje. Tokrat Šorak sledi, pa se mi zdi, da je vseeno rahlo manj agresiven, kot je bil Erik v svojem sledilnem ranu. Ja, Šorak z nekaj napakami tudi punch and go je Z naredil. ravnanjem tukaj vmes, Tako. zopet na isti tranziciji. Erik zelo lepo tekoče, cel krog. Dajmo en aplavz še za tole vožnjo. Betle smo zaključili ravno pravi čas, ker že pada tema, ne. Me veseli, da je toliko publike ostalo, da je videlo ta finale. Jaz sem imel pa eno težavo v avtu, oziroma dve. Prva je bila ta, da itak je GoPro bil že zdavnaj prazen in neham snemat. Druga je bila pa to, da sem imel samo šipico za uporabo v sončnem vremenu, ne. In šipico sem mogel furati, sploh za Goranom, ker če ne bi dobil ogromno kosov gum v obraz in vprašanje, kako bi se to išlo. Tako da sem vozil ne lih na pol slep, ampak nisem imel pa lih dobre vidljivosti. Prvo bomo podelili tele pokale OM Plus klasi, Ivo. In sicer tretje mesto danes v OM Plus klasi gospod Primožič. Jure Primožič. Avto ima na registrskih tablicah, tako da Jure, vse čestitke za tretje mesto. Drugo mesto pripada našemu Mihi Kugoniču, našemu Kugiju. Vse čestitke, Miha, vrhunske vožnje. Tako da- In pa seveda še Kaj je tole? zmagovalec. Alen kar ve, da je zmagal. Seveda pa ti današnji to veš? zmagovalec svojim plus klase, Cezar Milan Primorske, Alen Gregorič, dame in gospodje. Kje imamo zdaj šampance, nejc, da jim šampance se malo zalijo, fantje. In pa Kakšna seveda- fotko še prej, dokler so še cunje suhe, ne, seveda. Praznovanja. No, zdaj pa še polivanje, kako so rekli že včasih z bencinom. No, zdaj pa da vidva, kdo je navajen teh šampancev odpirati. Definitivno, Ker Alen, vidim, kdor prvi odpre mu flaša ni prvo- tuja, ne? Ja, tako, glejte, nasprotnike svoje pol zmočija, ne. Tako da evo, Alen, navajen tehle šampancev. Trudi se ostati suh, pa ostale svoje tekmovalce zaliti. Spet taktizira, tako kot ime samo Derko. Sedaj pa podelitev Unlimited Pro klase, Nejc zdaj čaka na tretje mesto. In sicer danes tretji, naš in vaš leteči primorec Dejan Fakuč. Evo. Nosijo našega letečega primorca, da se bo držal na dimka, ne. Tudi hodil ne bo do tretjega mesta. Vas trud pri izdelavi avta poplačan takole, ko dobiš pokal. Doma na policiji ne zgleda to, ampak zgodba je vrhunska, ki ga tam preneseš. Na drugo mesto danes se je povrstil naš Tire Destroyer Goran Šorak! Svoje le 7,30 Meni najljubši voznik danes, ker ima meni čudovit avto, moram priznati, da točno tak avto bi mu ga kar ukradil, pa domov odpeljal. Edini, ki je pokazal, kako se zadnji ovink odpele, ne? Ej, pa lep frizuro si deliva z Goranom. Bravo, Goran, to, vidiš, pleško ti znamo voziti. Čelavi za kosu se vuku, ne, je rekel. Da Goran Šorak svaka čast, drugo mesto. Ampak danes prvi, največji, najhitrejši, najbolj drseči, Erik Janković, dame in gospodje. Ves trud nočnega šraufanja iz avtomatskega menjalnika na ročni se je obrestoval. Vse čestitke Eriku, vse čestitke njegovi punci Klaudiji, ki ga je podpirala, pa ključe podajala po noč. Svaka čast. Ivo, čudovito sem se imel na tale drugi Race Gazmik Jaz tudi Drift Cup iskreno. event. Vrhunski dan, Prav na vrhunsko hajpan vreme. sem za tretjo tekmo, decka bo Tako. 4. novembra, 5. novembra. Še en Zaključek vikend vam sezone bomo bo res omogočali. vroč. Vožnje bo še bolj hude, kot danes po moje. Še zadnje dejanje dneva, šampanci Unlimited Pro klase. Kdo bo prvi odprl in zalil
Dejan Fakut se vidi, da pa prvi, Erik Janković se trudi zmagati. Evo ga, Erik Janković prvi odprl. Zalijo oba svoja tekmovalca, tako da Erik Janković danes tudi zmagovalec v šampanjec igri. Hvala vsem obiskovalcem live streama, hvala vsem obiskovalcem in gledalcem tukaj v živo. Pejmo tja še v Trgovino pa v Good Food, če vse njim poješ, če jim je še kaj ostalo, vse spit, če je kaj ostalo. Hvala AC Bimerju za menjavo gum tem tekmovalcem, da so imeli. Hvala na Popkam za vse nalepke, hvala Sintalu, da nas je čuval, hvala Skid Shopu, da je opremil, po moje, da pol boksov z avtodeli. Kaj treba Erika povedati? No daj, vse te nam snimala, sam povej, kaj greva zdaj? Pridi. Treba mu je samo rokica vidi, daj tako, da se rokica vidi. Ajde. Ajde, povej, kar govor. Erik, morate skregati. Penina se pije, ne pa poliva. Vidimo se, čujemo se. Erik, da je to? Treba ti. Na, Daj. jebe. Mario! Tam bo! Ček, dobro. Dobro bo. V prostem času fotograf, lepo prosim. Dobro si izvedel, moram čestitati tudi tebi. Hvala, čestitam za vsega. Kaj imamo? Borba za drugače. Kako je bilo dobro. Kako je bilo dobro. Malo sem jezel na sebe, da sem ga tam zabil, ampak fora je v tem? Do konži. Kaj? Bilo že tako, Ja. če ga ne bi zabil. Če se ne bi dotaknil, ti, ki se rad... Definitivno. Ja, se strinjam. In fora je bila v tem, da jaz sem to bil za fuko prej na treningih, ko sem se dosti nagripal, ko mi je nekdo čakal z ful močnim avtom, pa pol naredil fire off full late, si je meni zdrsna sklopka, nisem mogel se me grepa. Derek avto v kosih, ne? Kaj zdaj? Ne se hecati, kaj delamo? Aha, tvoja pa vrata vzela domov, a? Ja rekla, da nima vratna. Kaj je ždal kar zuno, pa bi ti jaz pomagala, kle? Daj. Čakaj sekundu samo. Malo, imam... Ok, to je to. Evo, mnenje strokovnjakov, lepo prosim. Kakšna se ti je zdela dirka? Druga runda. Kakšna se ti je zdela dirka? Daj, če zmagajte, da me vrlo. Ne se zmahal sem, kaj bi. Daj, čestitam, da se vidi. Kje je bila sestrična? Je bila, je prišla? Ja. Ste pa zmagal, ne? Je valjda. Treba. Ti imaš pa kuža. Sestrična, če. Kaj? Ne se hecati. Ja. Kje je zdaj Erik je rekel, da rabi kamero? Jaz se poslavljam, jaz pičem. Ajde. Ej, ful dobro si furo. Ej, kaj pa ta Primožič? Si ti videla to? Si ti videla to tvina, kaj smo To delali? za nekaj, jaz pa ne grem naslednji šurat. Pa si z njim tvin je bil... Dober. Tako, pač najbolj dober. napet tvin je bil z njim, kar sam Ja, že z dnevo. Ej, bilo je res na knap. Ja. Tako pa štip. What? Zakaj ni on furo prej? Jaz tako zdaj začnejo počasi malo cesta. Počas? Ajde, uživaj. Evo, povzetek. Kako ti je bilo? Bilo je bomba. Žao mi je što 4-4 nije završila u top 4, ali jebi ga. Biće bolje sljedeći put. A sljedeća godina će tek gorit sa Erik sedmicom. Tako da 4 je bila dobra sad za pokazat da i mogu zapapriti. Ajde, ja ti čestitam. Hvala. Moram nekako. Gospod, pobjednik kvalifikacije. I pobjednik eventa je. Moj vrlo dobar prijatelj. I pobjednik eventa. Definitivno jebeno. Jebem ti, kad te gledam mrzim te. Možda je bilo samo to da vratim vuče. Znaš, minus 30 kila, to se pozna nešto. Da, šta radiš ti 1,6 jebenim? Pa to je jebeno nevjerovatno. To nije u redu. To nije u redu prema drugim ljudima koji imaju slabe aute. Ti dođeš i onda drugi ljudi nemaju izlike. A recimo od top 8 do sad, dignu se grip za 10-20%. Jer recimo prije nikada ni šans da bi od ekrana, od ovega LCD-a,
full gas, tranzicija full gas i skoro do ove zadnje tranzicije bil full gas. Sad finale, top 4 isto, finale spet full gas i drža full gas, bez kika se spuštenja, samo vlada. To je full dobro. Andri, kaj delaš? Dobro, A? delo se, Ne! dobro je. Okej. Kaj vi, gospodje? Ste uživali? Top je bilo res. Pa tale life je tudi... Wow. A ne, 3-0 vloga. 3-0. Kaj je? Dej na te vlogari, cel dan. Kaj je? Cel dan me že napadajo. No, pa tam še zdaj malo. Zdaj, ko sem nažgan, ne. Prej bi pršel, ko sem bil trezan, ne zdaj nažgan. Prej si vozil. Kaj je, lega, moraš našihtit? Kaj je? Poglej, poglej, s koga se pogovarjamo. S prejšnjim... Gdje si ti? Evo me niste taman kući i tako, žao mi je što nisam mogao doći da vas sve pobjedim i tako. Povej, zakaj nisi mogao pridjeti? Slušaj, ovo ide u SketchUp video, tako da neće slučajno previše nešto reći. Dobro, uglavnom nisam mogao doći. Ali vidimo se na rundi 3 i nosimo zmagu s Hrvaškom. Ne. Mi ćemo još pojačati. Jedino tako i moraš ti staviti kontakt sprej na usis, onaj za paljenje. Kad ti pobjegneš da me možeš stići. Pa da stavimo nitro, a? Pa kad to ti je kao nitro, da, kontakt sprej, ja sam to probavao, to je lutica živa, samo što se svijetno jedan motor s tim. Dobro, ajde, vidimo se na trećoj rundi. Može, dečki, lijepi pozdrav, uživajte. Bog, ajde bog. Ajde, bog, fatije, bog. Kaj, a si zadovoljen? Ja se vidi, da je ne toliko blizu. Pa sploh ni blizu, zdaj skaj 2 metra stran. Z mene se vidi toliko blizu na kamero, jaz sem zadovoljen, ja. Na začetku sobota je malo me je bilo strah, ampak Žugi je pomagal. Žugi nam je priboril drugo mesto, brez njega ne bi šlo. Smo malo spremenili razpored gum, ki jih je vozil pred določenim ljudem, a? Ja, res je. Pravi, da bi sam sebi slike še gonil. Brez Žugija ne bi šlo, res, 100%. Dale, še tretjo dobiš drug prvo mesto. Ja, upajmo, da bojo stopniške, ne? Moglo bi biti, ne? Ja, fajn bi bilo. Dobro te gre, avto gre. Dela. Malo me je bilo strah, ja. Malo smo Česa te je bilo strah? Kaj te je bilo strah? Da bi kaj avto odpovedal. Kaj ti bo odpovedal? Se 3-0, se nima 500 konjev. Nima, je pa 3-0, kar je en velik problem. Dobro. Samo vse velike stvari. Sami kugi, kle, zadnje cajte, le. Pa še tamle lega. Ja. Ja, pa še avto, ki je po mojem mnenju danes najbolj zgledal. Tell something for the SketchUp channel. Yes. Yes? Nice. You like it? The car? You like the car? Yes. I think this is the prettiest car here today. Smo še v boksi od Klemna. Kaj je vi garači? Kaj je? Kaj imaš to? Gume. Gume? Videli se moš držati kao sam malo. Ja. Klemnov avto. Kje je Klemon? Zgubil se. Ja, v Paskalu je. Daj povej še ti kaj, kako je bilo danes. Ne vem. Kaj ne veš, naredil se veliko luknjo v avto. Vse to. Kako ne veš? Vse to. Sam sem kar sreča, se mi zdi. Je bila kar sreča. Lepo si se zapeljal spodaj. In jaz in gledalci, luknja je nastala velika, ampak lahko bi bilo na pravem mestu, lahko bi bilo slabše, filna je ostala cela. Lahko bi roka šla ona po svoje. Lahko bi roka šla. Ampak le, se bojo zrihtali mehaniki, a ne? Še dobro, da je naš sponzor firma, ki dela varnostne ograje. Ampak le, super, dober vikend. Dober vikend. Vsaj nov bodykit dobimo zdaj. To pa je. Prej ni hotel dati. Ponove cinšpule je treba dati. Tudi to. Da ne bo po 5 cilindrih lauko. Dobar. Včas treba, da še skaj skup sestavim. Evo, to je bil recap druge runde Race Gazmik Drift pokala. Driftanje v Sloveniji je končno zasijalo, kot se spodobi. Event je uspel super, publike je bilo dost, vozniki so bili zadovoljni in navoženi. Valjda je en kup stvari za izboljšati, k
temu težimo za vsakim naslednjim dogodkom, tako jaz v moji vožnji kot organizacijska ekipa pri organizaciji eventov. Všeč mi je tudi to, da je avtošport pokazal svoje zobe. Parim gledalcem mislim, da je postalo jasno, zakaj ne rineš v vsak vogal, zakaj ne rineš vedno najbližje akciji, čeprav vem, da je to najbolj zanimivo, najbolj zabavno. Ko pa smo že pri zabavi, moram pa reči to, da Ljubečna je nora za voziti. Grip je medium low, ampak obraba gum je skoraj neopazna. To pomeni, da lahko avto nagripaš, kolikor se da, in ko so avti na limitu, so res odzivni, hitrosti in pospeški so visoke za ta teren in to je tudi velik izziv za vse nas voznike in v tem uživamo. Črna pika tega vikenda, vsaj v moji knjigi, so pa ti konflikti z štarterjem. Njegov odnos ni bil primeren, pa potrlo me je tudi to, da je Klaudij spet crknila E30 in valjda je napaka neka glupa, ki je ni najbolj enostavno diagnosticirati. Se bomo pa vseeno potrudili, da to rešimo do 3. runde, na katero ste vabljeni vsi, 11. in 12. novembra na isti lokaciji v Ljubečni. Layout bo drugačen, dogajanje bo polno, pričakujemo vas dosti. Večina top 16 od Unlimited klase bo verjetno že v temi, tako da se obeta nočni spektakel. Ob tej priliki bi se pa rad posebej zahvalil Aidinu za pomoč pri transportu in v boksih, pa tudi vsem ostalim, ki ste pomagali, ne na vse zadnje, pa tudi vsem vam, ki gledate ta video, lajkate ta video, pa ga tudi šerate, če vam je všeč in si želite, da ga vidi več ljudi. To je pa to z moje strani za danes, z vami sem bil Erik in se vidimo v naslednjem videu.